Mokricah se sestala gospodarska ministra. Komunala Trebnje odslej v novih prostorih. V Dobravi namenu predali prenovljen cestni odsek. Lepo pozdravljeni. Podjetja obeh držav odlično sodelujejo in to bi bilo dobro prenesti tudi na politično raven. Sta bila danes na gradu Mokrice enotna gospodarska ministra Slovenije in Hrvaške Zdravko Počivalšek in Darko Horvat. Ministra z najožjimi sodelavci sta najprej opravila bilateralni pogovor. O bližajočem dnevu državnosti sta njuno prvo uradno srečanje pripravila Slovensko-hrvaški poslovni klub, ki združuje gospodarstvenike z obeh strani meje, in Obrtno-podjetniška zbornica Krško. Pogovora o aktualnih vprašanjih, ki zadevajo obe sosednji državi, so se poleg gospodarstvenikov udeležili tudi župani obmejnih občin, predstavniki diplomacije in družbenega življenja. Slovensko-hrvaški gospodarski odnosi so odlični. Mi smo v lanskem letu imeli 5,5 milijard trgovinske menjave. Gospodarska suradnja ne bi trebala imati jezičnih barijera. Ja sam siguran da ne bi trebala imati nikakovih barijera. V prihodnjih 2 letih bosta Slovenija in Hrvaška, naša južna soseda, prihodnje leto, mi v letu 2021, predsedovali Svetu Evropske unije. Ministra sta napovedala, da bosta državi predsedovanje izkoristili predvsem za večje vključevanje pri oblikovanju skupne evropske gospodarske politike. Če mi sami ne povemo svoje mnenje, sami ne povemo, kakšne so naša stremljenja, kam želimo iti, kje se mi želimo pozicionirati v Evropi, nas drugi ne bojo vprašali. Bomo samo sledili, ne pa vodili. Na takšen način tudi lažje potem utiriš evropske projekte, ki so financirani iz centralnih skladov v proračune Evropske unije. Obe državi imata veliko skupnih priložnosti, predvsem na področju energetike, še dodaja Bogovič. Tako slovenska kot hrvaška podjetja se soočajo z neustrezno davčno politiko. Najbolj pereča zadeva v tem trenutku pa je pomanjkanje ustrezno izobraženega kadra. Komunala Trebnje se je po večletnih prizadevanjih iz središča Trebnjega preselila na obrobje mesta, kjer so zgradili sodoben poslovno-logistični center. Odslej bodo lahko svoje storitve opravljali še kakovostneje in prijazneje do strank, je v nagovoru ob slovesnem odprtju novih prostorov, ki se ga je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, poudaril prvi mož javnega podjetja Stanko Tomšič. Obsežen projekt so začeli leta 2016 z nakupom zemljišč. Po položitvi temeljnega kamna za gradnjo poslovno-logističnega centra avgusta lani pa je ta po slabem letu nared. Je na obrobju mesta Trebnje v smeri Mirnske doline in gre za prostor, ki je tako velik, da omogoča izgradnjo prostorov za sedanje potrebe komunale in še predviden razvoj v naslednjih vsaj 20 letih. Javno podjetje v 100% lasti občin Trebnje, Mokronog Trebevno, Mirna in Šentrupert zaposluje skoraj 80 delavcev. Na novi lokaciji svojo logistiko ne bodo obremenjevali mesta, hkrati bo komunala prijaznejša tako do njih kot do uporabnikov komunalnih storitev. Prvič je to fantastičen objekt, drugič se vidi, da komunala raste, da se razvija, da je pravi duh med našimi komunalci. Na 14.000 kvadratnih metrih so uredili poslovno stavbo s kongresno dvorano ter pomožne objekte za vozila in stroje. Zelo smo zadovoljni, da smo sploh ta projekt dobili, še bolj smo pa danes zadovoljni, da smo ga pripeljali do konca, da je zadovoljen investitor, da vidim, da so zadovoljni delavci. Naložba je stala približno 3,5 milijona evrov in sicer izgradnja centra skoraj 3 milijone, komunala pa je za nakup zemljišča, projektno dokumentacijo, nadzor in plačilo komunalnega prispevka namenila še približno pol milijona. Izvajalcem projekta je izrekel vso zahvalo tudi predsednik države Borut Pahor. Ta del Slovenije tudi po vaši zaslugi lepo napreduje. Zdi se mi, da v smeri, ki bi si jo želeli ne samo
naša država in njej primerljive, ampak v sodobni svet, usmerjenega trajnostnega razvoja. Pahor je direktorju Komunale za vsa prizadevanja, ki jih s svojimi zaposlenimi vlaga za boljši jutri, izročil znak naše enotnosti – slovensko zastavo. Knobleharjevo dobra 2 tedna dolgo praznovanje škocjanskega občinskega praznika se je začelo nadvse slovesno. Po 20 letih opozoril in čakanja in po dobrem letu dni gradbenih del so namreč namenu uradno predali prenovljen odsek državne ceste v Dobravi. Slovesne predaje prenovljenega odseka državne ceste so se udeležili številni vaščani, ki so po dolgih letih čakanja nove pridobitve razumljivo veseli. Zaradi pločnika. To je največja pridobitev. Da otroci ne hodijo z ceste, ki so prej so po grabnah hodili skoraj. Za vsak korak je bilo nevarno. In ko si z ceste prišel, si bil predvsem na cesti. Otroci so bili predvsem na cesti. Vse imamo zdaj, kar prej nismo imeli nič. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da smo pridobili to novo cesto in pločnik, to infrastrukturo. Predvsem z razlogom, ker je bila ta cesta zelo prometna in bo zdaj precej bolj varno za otroke in za vse nas. V dobrem letu dni gradbenih del so temeljito prenovili in razširili slab kilometer državne ceste. Vzpostavili so se pločniki, javna razsvetljava, obnovljen je tudi primarni vodovod v sklopu hidravličnih izboljšav in seveda obnovljeni so vsi vodovodni hišni priključki. Moram reči, da sem bil v bistvu prijetno presenečen tudi nad današnjim obiskom. Navsezadnje take otvoritve so za nekatere zgolj formalnost, ampak če sem gledal po številu udeležencev, nekako več kot očitno, da smo naredili nekaj, kar ljudem koristi, s čimer so ljudje zadovoljni. Obseg investicije brez vodovoda, 1,5 milijona evrov pomeni 400 000 občina Škocjan, ostalo direkcija za ceste. Gradbena dela na državni cesti s slovesnim odprtjem še niso končana. Že v kratkem bodo stroji zabrneli pri poslovni coni. Krožišče, bom tako rekel, ukolikor ne bo pritožb, vsekakor v roku dobrega meseca podpis pogodbe in to začetek del. V prihodnje pa ob delih na odseku Drama-Roje v šentjernejski občini načrtujejo še prenovi cestišča z izgradnjo pločnika od Dobrave do novega krožišča ter do cerkve na Otoku. Po uradni slovesnosti so v bližnjem gasilskem domu odprli še razstavo z naslovom Prebujeni srednjeveški trg Gutenberg, ki bo na ogled do konca septembra. junija občina Trebnje praznuje svoj praznik. Tega so se spomnili na slavnostni seji v Velikem Gabru, kjer so podelili priznanja občine in pozdravili tako prihajajoči občinski kot državni praznik. Najvišje priznanje, naziv častnega občana občine Trebnje, je prejel Anton Strah za življenjsko delo na področju gasilstva in prispevek k razvoju občine Trebnje. Mislim, da je to izredno veliko priznanje, meni pomeni to velika čast, predvsem pa je to priznanje tudi mojega preteklega dela. Seveda ob tem moram reči, da sem zelo vesel, da so predlagatelji opazili moje delo. Gospod Anton Strah je v trebanskem prostoru pustil izjemen pečat. Zmeraj je deloval spravljivo, to se pravi na političnem področju in pa seveda v krajevni skupnosti, ki jo je dolg časa tudi vodil. Plaketo občine Trebnje je prejela Majda Ivanov za življenjsko delo na področju socialnega varstva. Osebno mi to zelo veliko pomeni. V bistvu je to priznanje mojemu delu. Čeprav sem ga upravljala, bom rekla, zelo skrbno in v prepričanju, da delam za dobrobit družbe, zdaj vidim, da so to moje delo opazili in da ni bilo zastonj vse, kar sem naredila. Plaketo občine je prejel tudi Toni Kukenberger z ekološke kmetije Kukenberger za izjemen prispevek k razvoju kmetijstva in prepoznavnosti občine Trebnje. Res mi je to velika čast, sploh glede na to, da večino priznanja prejmejo bistveno starejši, bolj modri ljudje. In je res ena velika potrditev in tudi motivacija za naprej. Plaketo občine je prejelo tudi društvo tabornikov Rod sivih jelš Trebnje ob 60-letnici delovanja. Pomeni eno potrdilo od občine in od skupnosti nasploh za našo kvalitetno delo z mladimi, ki že 60 let sodelujemo in ustvarjamo en program in s tem ustvarjamo boljši svet.
Priznanje občine pa so prejeli Društvo upokojencev Veliki Gaber, Tatjana Kresal, Luka Oven in Jože Zupančič. V občini Metlika ta mesec zaključujejo 4-mesečni projekt Promocija prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu, ki ga izvaja Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto v sodelovanju z Društvom upokojencev Metlika in tamkajšnjim Zavodom za turizem, kulturo, šport in mladino, sofinancirata pa ga država in Evropska unija. V okviru projekta so opravili raziskavo, ki je pokazala, da obstaja velika potreba po neformalni pomoči na domu, saj dohodek večine starostnikov ne zadošča za preživetje in si mnogi ne morejo privoščiti plačljive pomoči na domu, ki v Metliki znaša 5,47 evrov na uro. Populacija se stara, če dalje več starejših bo. Vemo, da je vsak peti zdaj prebivalec Slovenije star 65 let ali več in čez 30 let bo vsak tretji. Zato je treba poskrbeti za starejše, poskrbeti, da bodo uživali svoje tretje življenjsko obdobje doma. Izkušnje 6 študentk, ki v okviru projekta obiskujejo 22 starostnikov v metliški občini ter jim pomagajo pri dnevnih opravilih in osebni negi, pa tudi kažejo, da so mnogi osamljeni. Starejši najbolj pogrešajo druženje, najbolj pogrešajo lepe besede, spodbudo. Meni je to bila ena res dobra izkušnja, ki si jo bom zapomnila za celo življenje. Zdaj sem s tem projektom videla, da starejši zares potrebujejo pomoč. Zato so se v okviru projekta lotili tudi promocije prostovoljstva med učenci, dijaki in študenti. Da bi se vključilo vse več mladih, ki bi bili pripravljeni nekaj narediti za starejše. V občini Metlika sicer skušajo pomagati starostnikom v okviru projektov Starejši za starejše in Prostofer, pa tudi prostovoljci Rdečega križa obiskujejo starostnike. Zavedajo pa se, da zdaj prihaja generacija upokojencev, ki bo imela še manjše penzije in oni bodo se srečevali še z večjimi težavami. Zato župan pozdravlja projekt promocije prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu in željo študentk prostovoljk, da bi s projektom nadaljevali in pomagali starejšim. Sem prepričan, da bomo našli nek način, da bi s tem tudi nadaljevali. Zdaj ali v okviru kakšnega drugega društva, morda zavoda, vendar bomo vse možnosti preučili. Bojijo se namreč, da zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se pripravlja že skoraj desetletje, ne bo prinesel ustreznih rešitev. Bojim se, da nam bo lokalnim skupnostim naložil kar preveč dela, seveda finančna sredstva pa zmeri tega ne dohitevajo in bomo občine poleg ostalih obveznosti morale poskrbeti še za to. V novomeškem varstveno-delovnem centru so stopili korak dlje v zagotavljanju boljših, udobnejših pogojev za življenje njihovih uporabnikov. V parku so s pomočjo društva Sila postavili novo gugalnico za invalidne osebe. Potem, ko so prenovili terase in uredili park, poskrbeli za klančine in tako omogočili dostop do teh površin tudi tistim na vozičkih, so na pobudo novomeškega Rica izpostavili še željo po gugalnici za invalide. Zdaj so jo po zaslugi donacije Slovenskega mednarodnega društva žensk Sila tudi dobili. Ta gugalnica je en nadstandard, nadgradnja tega in prav, bom rekla, tako ganljivo je, da nekateri od teh naših uporabnikov so se prvič guncali. Tako da to je pa najlepše, kar lahko doživiš. Tudi sicer vse skozi načrtujejo posodobitve. Želimo pridobiti nove delavnice v Trebnjem in nove delavnice v Novem mestu. Ampak tole je mal daljši projekt, dalj časa traja, treba je pač več sredstev. V Novem mestu namreč trenutno varovanci delajo na dveh koncih, v Šmihelu in Bršljinu. V načrtu pa je združitev delavnic na enem mestu, za kar prostore še iščejo. V varstveno-delovnem centru Novo mesto imajo sicer trenutno 168 varovancev, 138 jih je v dnevni oskrbi, 30 pa jih tam živi. Kolesarji so danes odpeljali tretjo etapo dirke po Sloveniji, dolgo skoraj 170 km od Žalca do Idrije. Najhitrejši je bil Italijan Diego Ulissi, ki je tudi prevzel zeleno majico vodilnega. Želimo vam prijeten konec najdaljšega dne v letu, s katerim se je začelo koledarsko poletje.